Ti imaš drogo! Živijo barabe in dobrodošli v novem videu. Tokrat so rdeča nit zopet, tako kot lani, ko je tisti fant strašil z nožem, naši policisti. Prvo bi se rad zahvalil Piciju, da je zopet odprl tokrat zelo konkretno in zelo pomembno Pandorino skrinjico, ker mislim, da je to ena velika šamarčina za slovensko policijo in da je ta posnetek dodobra zamajal, dajmo reči, temelje naših organov pregona oziroma slovenske policije. Punca, ki je to posnela, vsa čast, to dekle si zasluži 24-urno zaščito, če v primeru, da bi pogumni policisti grozili in Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado in ne vem vse kaj, te neke brezvezne in brez smisla nagrade, ki jih podeljuje Slovenija. Vse te nagrade si zasluži in konkretno finančno nagrado, ker je ujela nekaj zelo pomembnega in upam, da se ne bo to pometlo pod preprogo in to je tisto samopoškodovanje. Zdaj, ko se gre za policiste, moj odnos do policistov ni več tak, kot je bil 15 let nazaj, pa to sem tudi že govoril o tistem videu, kjer je tisti mali strašil z nožem. Že nekaj let nisem imel nobenega problema s policisti, čeprav so mi 2 tedna nazaj pobrali tablice z avta, ampak vedno sem kulturen, normalen, nisem več tisti delikvent in provokator, tako da nisem že dolgo časa imel problema s policisti in naj tako ostane. Ampak jaz vedno pravim, če imaš ti normalen odnos, bo tudi policist imel normalen odnos. Je pa res, da dosti policistov ta položaj, v katerem so izkoristi in se ima za boga in batino. Ampak sistem je tako narejen, da tudi če imaš ne vem kakšen prezir do slovenske policije, ko se ti zgodi pizdarija, kam boš pa prijavil to? Seveda na policijo. Kaj boš poklical Sidarto, Nino Pušlar, boš verjetno poklical 113 oziroma odšel na bližnjo policijsko postajo. To je pač sistem, da te konstantno lepo držijo v pesti. Morali bi izumiti neko novo policijo, tako kot imamo Pošto Slovenije, pa GLS, pa DPD, a veš, da ni ta monopol, da ne vem, še ena tam XY policija, ne, privat, da so malo bolj odprti, malo bolj normalni, ne. Ajde, podjetniki, ki imate cash, izumite eno policijo, pa bomo raje k vam šli, kot pa državni oziroma te naši slovenski policiji. Evo ideja. Drugače pa, da boste vedeli, tisti, ki živite pod kamni, na drevesih in v jamah, o čem govorim, si oglejte ta posnetek. To ni kul, mami, to je ta malnik. Car drži roke stran, on Pa kar kliči patrulj. Kar kliči patrulj. Mami, to ni kul, no. To je nek ta mal, jebate. Ja, oni že najbolj znajo. Ti imaš drogo! Ti imaš drogo! Ki jo imaš? Ki jo imaš? Ki? Tule! To pa pridržan. Oh, fuck. Daj roko nazaj! Miluj! Policija! Kaj da pa? Najbolj od vsega, bolj od nasilja, ki se v tem videu dogaja in kupenih nebuloz, me zmoti to, da so fanti zelo mladi, a vseeno zelo plešasti. Ja, slovenska policija je res stresna služba, ker če je fant, mislim, da je okoli 24-25 let star in že plešast, oziroma se vidi, da lasišče ni zdravo, kaj pa delajo iz vas? Ravno to, kar delajo iz vas, je potem nekako zrcalo, kaj oni delajo iz nas, državljanov, če temu lahko tako rečem. In žalostno je vse, kar se v tem posnetku zgodi. Kaj se je zgodilo pred posnetkom, ne vem. Ali je ta fant provociral, ali je psoval mater, ali je bil agresiven, nasilen, to ne vem. Ampak če sklepam na situacijo, ko ga imajo dol v primežu in je fant miren,
Na trenutke misliš, da je padel skupaj, ker če bi bil nek hardcore delikvent, bi se upiral, brcal, kričal. Tako je bil pa fant popolnoma tiho, se zavedal pač, da nima kaj in je pustil, da policist v grozno vijolični majici opravi svoje delo. Tudi če bi fant provociral, kričal, pljuval in ne vem kaj vse, jaz mislim, da so 3 policisti ali kriminalisti, karkoli so, preveč kot dovolj, da bi fanta obvladali. Ker fant, kot je vidno na posnetku, ima, ne vem, če ima 70 kg in 3 policisti bi ga mogli zrihtati v 10 sekundah, brez nepotrebnega kričanja in nasilja. Zdaj to ekstremno kričanje strani tega vijoličnega superjunaka je popolnoma nepotrebno. On ga je imel v klinču. Se reče klinč, tisti, ki gledate fight, trenirate fight. Je klinč, ko te drži nekdo na tleh. Ko ga je imel v klinču, bi mu lahko to vse zašepetal na uho, ampak on se je zverinsko drl, da sta njegova 2 kolega rekla: "O Madonna, Jaka pa ima avtoriteto." Daj roko nazaj! Miluj! Policija! Me zanima, kako bi se ta Jaka obnašal, da bi ga dali v ring z Jakobom Nedohom, če bi bil tudi tako glasen in bi se tudi tako spravil na Jakoba. In ravno to me zanima in se mi poraja vprašanje, kako bi Jaka, to je ta vijolični junak, kako bi Jaka reagiral, če bi fant na drugi strani bil 1,90 m pa 120 kg. Verjetno ga ne bi tako vlačil po tleh kot nek Conor McGregor in se zverinsko drl. Bi bila takrat situacija mogoče malo bolj, oziroma bistveno bolj drugačna. Ampak seveda, zdravljenje kompleksov se tukaj zelo lepo vidi. Tista 2 hodita okoli njega kot mačka okoli vrele kaše, ne veste sama, kaj bi. Oni se pa dere in izživlja in ne vem, kje je bil psihično, po moje v neki drugi svetovni vojni, v nekem rovu. Najbolj ironično je to, da se dere Miruj, a Mali je mrtev ladan. Ne vem, jaz nisem videl, da bi Mali bežal, se upiral in brcal. Ampak to je tisto, naučili so me, kaj moram reči. Evo, to je ta trenutek, kjer so vse te stvari, katere moram reči, lahko rečem zdaj. Miruj! Stoj, policija. 90% teh kompleksov se rodi v družini, kjer te pač družina ne pohvali dovolj, bom rekel, ti ne da nekih potrditev in jih ti konstantno iščeš. Recimo, jaz lahko komot izviram iz sebe. Jaz sem ravno zato začel se javno izpostavljati in iskati pozornost po internetu in Facebooku in ni da ni. Ker doma mi niso ravno pohvalili: "O, bravo Jan, danes si zelo dobro igral nogomet, dober si, hiter si, lepe kopačke imaš, super ti gre v šoli." Nisem bil deležen takih komplimentov doma in sem to iskal drugje. Iskal sem to na internetu, kjer so me neznanci hvalili: "Wow, super si, dober, svaka čast." Zdaj na tej točki tega več niti ne potrebujem. To bolj delam, ker mi je všeč in posledično mi je kruh. Ampak, da sem prišel do te točke, sem zdravil svoje komplekse. Na ta način, da so me pač neznanci hvalili in sem se počutil fajn. In najverjetneje tudi te policisti zdravijo svoje komplekse, ki izvirajo iz nekih okoliščin, ampak tako, da se derejo in želijo na vsak način vzpostaviti neko avtoriteto in vso jezo, ki jo kopičijo skozi leta. Zdaj, kaj so delali s temi fanti, bog ve, ali je to problem v družini ali v družbi, ali jih je kakšna punca zelo razočarala, definitivno pa imajo en problem, ki za delo policista je definitivno ta problem prevelik, da si ti lahko nek policist. Za moje pojme mora biti policist nekdo, ki je psihično in fizično močen, ki ni nek labilen in agresiven in nasilen in zna obvladovati to jezo in jezo in agresivnost uporabiti v pravem trenutku, ne pa se sproščati na nekemu fantu, ki tehta kot ta čelada 50-60 dek. Tako da ja, žalostno, da policisti, ogromno njih, zdravi svoje komplekse na nas, državljanih. Tak delikvent, kot sem bil jaz, provocira, se dere, ti jebe mater, žali. Jaz mislim, da vseeno moraš biti ti profesionalc in vse to jemati z rezervo in ostati hladen in ravnati tako, kot treba, ne. Ampak problem je, ker te policisti imajo komplekse in potem, ko ti njemu psuješ mater in mu jebeš in mu kažeš fakiče, ne vem kaj počneš, seveda se njemu zmeša in takrat zgubi kontrolo. Tako da ni izgovor, da ti lahko potem iz njega počneš, kar želiš, ampak ravno to izkoristijo, ne. In zdaj pa gremo na to najbolj pomembno stvar, na to Pandorino skrinjico, ki se je odprla, je to samopoškodovanje policistov.
Ampak veš, kaj vam povem? To se je on nekje naučil, oziroma to je nekje videl, da se da to narediti, to drgnjenje ob steno. Tako da to sigurno ni zraslo na njegovem zelniku, to mu je najverjetneje nekdo pokazal, oziroma mu prišepnil na uho, hej, če imaš kakšnega indijanca v obravnavi in da se kaj valjata po tleh, podrgni si roko. Muchos dineros. Lepo jih učite, slovenska policija, lepo. Sem vprašal fotra, kaj v tem primeru se lahko zgodi. In je rekel, da najverjetneje, če ne bodo vse pometli pod predpražnik, bodo šli vse za nazaj raziskovati, sploh v njihovih primerih. Vsakič, ko so odšli na urgenco in prijavili poškodbo pri obravnavi, bodo raziskovali, če je bila ta poškodba legitimna, če se je res poškodoval pri obravnavi ali se je zopet samo poškodoval. Oziroma, jaz upam, da bodo to pri vseh policistih šli pogledati, če so bile to neke relevantne poškodbe, ne da so se malo sami hopa-cupa. Tako da zdaj jaz mislim, da bodo vsako prijavo za odškodnino in vsakič, ko gre policist ali kriminalist na urgenco, vzeli to zelo pod nek drobnogled, z lupo, gledali, kaj se dogaja, če se je res policist poškodoval oziroma ga je poškodoval nek osumljenec ali se je sam poškodoval. Policija je zelo umazana, to vsi vemo, kaj se vse dogaja, ker ne vemo in mogoče niti nočemo vedeti. Ampak upam, da se bojo začele dogajati neke spremembe, kakorkoli, ker te prepotentneži, ki komaj dobijo značko v roke, jih je preveč. Ker jaz mislim, da biti policist ni kot biti, ne vem, vodovodar, to delaš z ljudmi, to so delikatne zadeve, moraš biti predvsem psihično močen, ne pa labilen, da te vsaka mala stvar vrže iz tira in se potem dereš kot neka gorila. Ta vijolični bojevnik me je spominjal na mačko, ko se dve mački ravsata po tleh, ne. To ni kul, mami, to je ta malnik. Ej, kamena doba. Zaradi lastnega ega, seveda, te policisti ne pomislijo, da če si ti v nekem blokovskem naselju, kjer je ogromno balkonov in oken, ne pomisliš, da v letu 2025 lahko 10-letni otrok že posname to, kar se dogaja in objavi na TikTok. Ampak zopet, to je ego, jaz sem Boki Batina, meni ne može niko ništa, šta je bre pičke. Pač zaradi lastnega ega marsikdaj ne razmišljamo 2 koraka naprej, no tisti drugi policist je večkrat pogledal gor, ker se je zavedal situacije. Tako da ja, zdaj, če je vsaj 10% še pravice na tem svetu, nobeden od teh policistov ne bo več bil zaposlen v slovenski policiji. Jaz te fante iskreno ne bi zaposlil niti nekje v Kambodži, ko sortirajo banane. Absolutno ne smejo delati z ljudmi. Moje predvidevanje je, da bodo šli na disciplinsko in potem bodo normalno opravljali svoje delo. In da vrnejo ves denar, ki so ga dobili zaradi odškodnin, ker jaz mislim, da je tega preveč in prav je, da se to posname, prav, da se govori o tem in prav, da taki ljudje odgovarjajo za svoja ogabna in grozna dejanja. Hvala, čau!